Hvala lepa. Bom čist kratka, ker moram povedati, da sem govor pozabila doma. In sploh pa ob tako eminentni družbi, mislim, da so moje besede čisto odveč, ampak vseeno bom povedala, kar se mi zdi pomembno. Leta 1993, v času mojega študija v Düsseldorfu, je bila v muzeju Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen razstava avtorice videa Beryl Korot, ki je z videom nagovorila obiskovalce, kaj mislijo o Abrahamu in Sari. Vprašani so bili Amerikanci, Izraelci in Palestinci. Poleg tega v galeriji so bili na steni obešeni psalmi, ki smo jih imeli možnost prebrati. Ta razstava me je nagovorila prvič zaradi vsebine, zaradi svetopisanske vsebine, ker sem se sama vprašala, koliko pa vem jaz o Sari in Abrahamu. Drugič pa to, da sem v Nemčiji tudi v času študija doživela, da je med mojimi kolegi njihova notranja vsebina polna izročila svetega pisma oziroma modrosti svetega pisma. In tudi v času mojega študijskega bivanja v Düsseldorfu sem v velikem občutenju domotožja našla v družini oglas za dopisni katoliški svetopisanski tečaj, na katerega sem se takoj prijavila. In med nami je tukaj monsignor dr. Rudi Koncilija, ki je ta tečaj tudi naredil. Jaz sem se mu pridružila in je to tudi eden od vzrokov, da sem naslikala ta križev pot. Zdaj pa še samo o knjigi. Zahvaljujem se gospodu Martinu Liscu, ki me je tako lepo sprejel in bil naklonjen, da boste vi knjigo izdali. Velika zahvala gre pa gospodu profesor dr. akademiku Milško Komelju in njegovi ženi, gospe Nadi Šumi. Gospa Šumi je lektorsko izbrusila moj tekst, gospod Komelj je pa s svojim tekstom dal knjigi res eno poetično vrednost. Rada bi se tudi zahvalila ljudem, ki so mi predvsem pomagali, da sem lahko slikala. Teh ne bom omenila, ker tudi v knjigi niso želeli biti omenjeni. Rada bi se pa zahvalila gospodu Marku Pirnatu, ki je danes tukaj, ki je slike izjemno dobro tehnično pripravil za tisk, je skeniral. Gospodu Borisu Gaberščiku, ki je z izjemno tenkočutnostjo slike fotografiral. Zahvaljujem se agenciji Futura, ki je velikodušno prispevala svoj prispevek k oblikovanju. Zahvaljujem se gospodu Stanislavu Vrhuncu, ki ga danes ni tu, ampak je prispeval okvirjanje slik. In nenazadnje se zahvaljujem galeriji Družina, gospodu Grilu, gospe Manisi Ferenc, ki je bila navzoča ob postavljanju razstave. Zahvaljujem se tudi gospod Ravno Hrib in predvsem pa gospodu monsignor dr. Konciliji, ki me je ves čas nekje spremljal in se mu zahvaljujem, da sem zaradi vas to tudi naslikala.